Ne želim se ponavljati in res ne želim, da se sliši klišejsko, ampak osebno res verjamem v to, da je prostovoljstvo hrbtenica naše družbe. Mi je pa žal, da se večina tega začne zavedati šele v krizah. In čeprav, glede na to, da se krizna obdobja nekako ne nehajo, bo prostovoljstvo očitno vse pomembnejše in Evropska solidarnostna enota je res odličen program, ampak še vedno se ga da izboljšati in pomanjkljivosti so. Zato je seveda prav, da se z njimi spopademo zdaj, ko smo na polovici in smo imeli dovolj časa za ugotavljanje kako. Prva zadeva z moje strani je že omenjena, strani kolega Tomaša oziroma Mikaele, prepoznavnost programa. Zanima me, če je v pripravi konkretno še kakšna promocijska kampanja glede tega. Druga zadeva, prav tako že omenjena inflacija oziroma dejstvo, da se zdi, da finančni prispevki niso sledili inflaciji. Tako da me zanima, kako se bo ta težava obravnavala. Tretje vprašanje je glede tega, da je ogromno digitalnih oziroma tehnoloških težav pri tem programu, konkretno v zvezi z IT orodji, še posebej pri merilih iskanja in ujemanja oziroma search and match criteria. Mislim, da morajo ta orodja postati uporabnikom prijaznejša, ker trenutno očitno niso, vsaj glede na pogovore, ki sem jih opravila s tistimi, ki ta orodja uporabljajo, in enako velja za spletni sistem jezikovne podpore. Četrtič, glede pridobitve znaka kakovosti. Vemo, da je to dolgotrajen in zahteven postopek, ampak ti znaki niso na voljo v vseh jezikih, uradnih jezikih Evropske unije in bi bilo dobrodošlo oziroma predvsem pravično do vseh državljank in državljanov Unije, da se to spremeni oziroma popravi. Še peta zadeva, preden zaključim, glede splošnega financiranja programa. Ker so proračunska sredstva v bistvu še vedno nizka, medtem ko opažamo vsi, da se v nasprotju s prvotnim načrtom vse več ljudi prijavlja za dolgoročne dejavnosti. Zato resnično upam, da bodo sredstva ustrezno povišana, da vsem zainteresiranim mladim zagotovimo res visoko kakovostno priložnost v okviru te enote. In seveda mi je jasno, da ima večletni finančni okvir omejitve, ki so že tako raztegnjene oziroma razrahljane, ampak kljub temu se želim prepričati na tem mestu, da naši programi ne bodo izgubili tistega, kar že imajo. In to še posebej velja za Evropsko solidarnostno enoto. Vnaprej hvala za vaše odgovore. Za zaključek naj samo še povem, da se res veselim nadaljnega dela na tem programu, zato ker verjamem, da se bomo skupaj s kolegi uspeli odzvati na izzive in tudi predlagati konkretne izboljšave.